Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Javljam se vam s Krete, ker sem se znašla sredi vročinskega vala, temperature so se povzpele tja do 41 stopinj, zelo je vroče, vroče pa ni samo na Kreti, vse bolj je vroče tudi na Kitajskem, kjer se vlada s spremembami pravil in novo regulacijo vse bolj vmešava v gospodarstvo. In to se že čuti na borzi in to čutimo tudi mali vlagatelji po celem svetu. Delniški indeksi, ki zajemajo tečaje največjih kitajskih podjetij, so letos upadli za več kot 10%, zato marsikateri vlagatelj špekulira oziroma se sprašuje, ali je zdaj pravi čas, da poveča izpostavljenost do kitajskega delniškega trga ali še ni morda pravi čas. Bolj poglobljeno o kitajskih indeksih in razlogih za upad tečajev boste slišali v podcastu MoneyHow, ki ga lahko poslušate na vseh večjih platformah, kot so Apple Podcast, Spotify, Castbox, Google Podcast in številni drugi. Da pa bomo razumeli dogajanje na Kitajskem in se sočasno kot vlagatelji zavedali vseh tveganj, če se odločimo investirati tja, se bom o Kitajski pogovarjala z Matevžem Raškovičem, ki je odličen poznavalec Kitajske, je med drugim tudi gostujoči predavatelj na kitajski Zhejiang School of Management, in sicer za področje inovacij, podjetništva in svetovnega voditeljstva. Mimogrede, Zhejiang se nahaja, ta univerza, šola se nahaja v mestu Hangzhou, kjer ima sedež tudi podjetje kitajski gigant Alibaba. Matevž je svetoval tudi slovenskemu ministru za gospodarstvo glede gospodarskega povezovanja Slovenije in Kitajske, je pa tudi član 16 plus China CE Think Tank na Kitajski akademiji za družbene vede, prav tako pa tudi na inštitutu v Budimpešti. Zdravo! Kia ora kotokato in lep zimski pozdrav iz Nove Zelandije. Jaz tukaj v bistvu se topim od te vročine, ti imaš zimo tam v Novi Zelandiji. Kot si omenil, si že od leta 2018 na Novi Zelandiji, si v bistvu zaposlen na Univerzi Victoria v Wellingtonu, kjer si, zdaj ne vem, če sem to prav prevedla, direktor dodiplomskega študija menedžmenta, drži to? To pred kratkim, ja, po novem pa sem prevzel novo vlogo direktorja za MBA študij, tako da rahla sprememba v kratkem času, v zadnjem času. Mogoče, to se mi zdi zanimivo, ne? Tudi na Novi Zelandiji mediji precej pišejo o odnosih s Kitajsko, sploh zadnje mesece je to zelo aktualna debata, kajti tudi Nova Zelandija in Avstralija nekako čutijo zaostrovanje odnosov s Kitajsko. Novozelandsko vlado pa tudi skrbi, da so nekatera podjetja preveč izpostavljena kitajskim trgom in opozarja pred tveganjem nošenja vseh jajc v eni košari. Kaj se torej dogaja na Novi Zelandiji? Kakšno je življenje tam in kakšen je odnos s Kitajci? Torej, Nova Zelandija je v nekem oziru gospodarsko izredno močno povezana s Kitajsko, torej približno četrtina vsega izvoza gre na Kitajsko in v tem oziru je predvsem izvozno gospodarstvo močno odvisno od kitajskega trga. Zdaj v luči razmer zadnjih nekaj let, predvsem zunanje trgovinska vojna med Združenimi državami Amerike, pa potem spori in zapleti med Avstralijo in Kitajsko. Na drugi strani Nova Zelandija kot veliko manjše gospodarstvo, 5-milijonsko gospodarstvo, na nek način hodi po žici in poskuša loviti ravnotežje. Na eni strani torej ohranjati in krepiti svoje gospodarske povezave s Kitajsko, ki je najpomembnejši izvozni trg. Na drugi strani pa vseeno opozarjati na določene zadeve, ki so pomembne z vidika Nove Zelandije, torej na določene vrednote, in zaenkrat bi rekel, da predvsem pod taktirko trenutne vlade Jacinda Ardern in pa nove zunanje ministrice, ki prihaja iz strani staroselskega prebivalstva in v bistvu v to dinamiko odnosov med Novo Zelandijo in Kitajsko vnaša tudi neko drugo dinamiko staroselske logike, torej iskanja kompromisov in iskanja skupnih točk
ter ne dejansko začeti nekih sporov z veliko večjo Kitajsko v primerjavi z Novo Zelandijo. Zaenkrat bi rekel, da Novi Zelandiji kar dobro uspeva. Potrebno se je pa tudi zavedati, da v določenih ozirih je Nova Zelandija lahko tudi priročno kladivo, s katerim Kitajska sem pa tja želi udariti sosednjo Avstralijo po glavi. Ja, ja. Mogoče lahko omeniva, da si tudi zasebno precej involviran s Kitajsko oziroma s Kitajci, če lahko mogoče tudi to izpostaviva, imaš odnose oziroma imaš partnerje na Kitajskem oziroma je Kitajc, ne? Tako je, nekaj časa sem živel na Kitajskem, pa tudi boljša polovica mi prihaja iz Kitajske, in ko na nek način postaneš del kitajskega gospodinjstva in kitajske družine, potem v bistvu doživljaš in gledaš na Kitajsko tudi po tej osebni plati. In moram reči, da je marsikakšno zadevo postavil v drugačno perspektivo, kot bi jo drugače razumeli in videli, če samo spremljamo recimo mednarodne medije. No, ravno o tem se bomo danes tudi pogovarjali, o teh socialnih, družbenih, kulturnih in tudi sicer gospodarskih razlikah med nami in pa Kitajci. Mogoče za informacijo, ki mene res kar precej presenetila, in to je ravno pred dnevi udarila vest, in sicer državni kitajski mediji so poročali o tem, da so spletne igrice opij za in da bi bile potrebna večja regulacija te panoge. Delnica podjetja Tencent in drugih ponudnikov gaminga pa so na dan objave te novice upadle za 10%. Vlagatelji so se ustrašili, da se lahko v bistvu zgodi podoben scenarij, kot se je zgodil pri ponudnikih zasebnega izobraževanja, ker je v bistvu vlada čez noč v bistvu zahtevala, da se preoblikujejo v neprofitne družbe. Zanimivo je pa to, da je ta članek izginil par ur po objavi in se potem šele pojavil ponovno v popravljeni verziji na spletu. Kitajci ne vemo, da so mojstri nekako v pranju možganov in tudi v manipuliranju. Predvidevam, da so tudi uporabljali medij za komunikacijo te poteze. Nekako se mi zdi, da po eni strani poskušajo zgladiti te razburjene glave, zdaj po drugi strani pa s takimi potezami ne naredijo prav veliko dobrega. Kaj se tukaj dogaja? No, najprej o pranju možganov, o tem si ne bi upal soditi. Mislim, da nam možgane perejo povsod in da v današnjih časih težko človek sploh ve, kaj je resnica, pa tudi če pridemo v resnici do dna, se zdi, da je resnica vedno manj pomembna. No, če postavim to ob stran. Gre kar za nekaj pomembnih sprememb, ki se dogajajo na Kitajskem v zadnjem času. Zdaj, če se tako postavimo z vidika ptičje perspektive, je potrebno razumeti par zadev iz te ptičje ravni, da se pa potem spustimo na dejansko naraven kitajskega gospodarstva in potem naraven posameznih panog. Zdaj, z te ptičje perspektive je potrebno razumeti, da leto 2021 ni samo leto, ki ga je močno zaznamoval COVID in korona kriza, ampak istočasno predstavlja tudi 100. obletnico ustanovitve Kitajske komunistične partije. Torej, 2021 je zelo, zelo simbolično pomembno leto, v katerem, predvsem v luči zadnjih preizkušenj, torej ne samo korona krize in pandemije, ampak tudi nedavne zunanje trgovinske vojne z Združenimi državami Amerike in še drugih zadev, je dejansko to obdobje, kjer kitajsko vodstvo želi nastopiti močno in želi pač nekako uveljaviti svojo legitimnost oziroma svojo zaščitniško vlogo. In to v bistvu v tem kitajskem zgodovinsko-sociokulturnem kontekstu, že skozi več tisočletij vladavine takšnih ali različnih dinastij in cesarjev je vloga cesarja kot voditelja katerega koli kitajskega imperija oziroma dinastije vedno bila kot ta nek benevolent oziroma dobri voditelj, ki skrbi kot oče svoje družine za celotno kitajsko družino.
Tako da tu gre v bistvu za cel kup neke simbolike, tako zgodovinskih vplivov, sociokulturnih vplivov, kot tudi tega, da je letos 100. obletnica ustanovitve Kitajske komunistične partije. No, naslednje leto, leta 2022, pa se bo zaključil drugi 5-letni mandat, predsednika Xi Jinpinga. In v bistvu to, kar se trenutno dogaja na Kitajskem, je potrebno razumeti v luči nekakšnih signalov, kaj lahko pričakujemo predvsem naslednje leto, ko se bo zaključilo to drugo 5-letno obdobje in se bo začelo dejansko napovedovati oziroma se bodo kazali obrisi potem naslednjih usmeritev Kitajske za naslednje, recimo temu 5-letno obdobje. Če gremo gledati že, stvari so se res mogoče zgodile za tiste malo manj podučene oziroma tiste, ki mogoče ne spremljajo kitajsko notranjo politiko. Mogoče res iznenada, ampak bil je cel kup nekih indicov, torej izpostavila si recimo zasebni izobraževalni sektor. Torej predsednik Xi je že tam nekje okoli leta 2018 v seriji svojih govorov nastopil relativno kritično do zasebnega izobraževalnega sektorja na Kitajskem. In za tiste, ki mogoče poznamo ali pa preko družinskih ali drugačnih povezav dejansko živimo z kitajskim izobraževalnim sektorjem, to je nekaj, kar si v bistvu v Sloveniji ali pa v Evropi sploh ne moremo predstavljati, kako recimo nek otrok, ki je recimo v middle school, torej nižja gimnazija, torej nekdo, ki je star 12-13 let, dela domače naloge do polnoči 1 ali 2 zjutraj vsak dan, 7 dni na teden. Torej te pritiski, izobraževalni pritiski na Kitajskem so res neverjetni. Učence se vedno rangira, torej ali si številka 1 ali si številka 2 v razredu, v svojem letniku, v svoji šoli, v svojem delu mesta, v mestu, v provinciji. Tako da ti pritiski so res ogromni in v želji omogočiti otrokom, in ne samo otrokom, ampak preko otrok, torej tudi njihovim družinam, konkurenčno prednost na zelo konkurenčnem kitajskem trgu, so postale zasebne institucije, ki ponujajo takšne ali drugačne dodatne izobraževalne storitve, predvsem inštruiranje in podobno. Zelo, zelo velik posel na Kitajskem. Zdaj, ocene, kako velika je bila ta panoga, se gibljajo tam nekje med 70 do 100 milijard ameriških dolarjev, torej ta trg je res ogromen. In kitajski fokus točno na to panogo je v bistvu potrebno razumeti z več zornih kotov. Prvi zorni kot je vsekakor ideološko-politični. Torej, izobraževanje je zelo, zelo pomembno področje z vidika kitajske oblasti. In v tem oziru je predvsem to mešanje zasebnega kapitala in pa izobraževanja, ki smo mu bili priča v zadnjih nekaj letih. Torej, na področje zasebnega izobraževanja so začeli vstopati veliki tehnološki giganti, tipa Tencent, tipa Alibaba in tudi drugi. In tu je v bistvu prihajalo do nekega stiščišča, ki je na neki točki lahko postalo problematično z vidika kitajske oblasti. Torej, kitajska oblast je zelo jasno nakazala, da želi na nek način imeti malce distance med zasebnim kapitalom na eni strani in pa izobraževalnim sistemom na drugi strani. Potrebno se je pa tudi zavedati, da so v želji omogočiti otrokom čim boljšo izhodišče za recimo študij na Kitajskem, priti na dobro univerzo. Kitajska ima preko 2200 univerz. Dejansko starši posegali včasih po zelo drastičnih ukrepih.
Recimo ilustrativen podatek za povprečno gospodinjstvo v Šanghaju, torej v kozmopolitanskem mestu Kitajske, ki vsekakor ni nekako povprečni predstavnik Kitajske, se gibljejo ocene, da je povprečno gospodinjstvo za izobraževanje enega otroka od rojstva do vključno 15. leta, torej v grobo rečeno tam nekje do gimnazije, porabilo okoli 130.000 ameriških dolarjev. Na otroke se na Kitajskem na nek način gleda kot na investicije. In gre v bistvu za zelo večplasten kulturni fenomen, ki ima tudi globoko zgodovino. Torej, v preteklosti, ko ni bilo vzpostavljenih ustreznih družbenih sistemov in institucij, so dejansko otroci bili tisti, ki so potem preživljali svoje starše in tudi stare starše, ko so se te upokojili, predvsem v odsotnosti pokojninskega sistema in tako naprej. Tako da na nek način z vidika kitajskih družin in kitajskih gospodinjstv in Kitajcev nasploh se gleda na otroke kot na investicije. In v tem izredno konkurenčnem okolju so gospodinjstva posegala po zelo drastičnih ukrepih, torej dodatne inštrukcije, dodatna šolanja. In ti stroški so res na neki točki začeli presegati mejo zdravega razuma. Za neko povprečno kitajsko gospodinjstvo se gibljajo ocene, da so lahko zapravili tudi do 70% svojega razpoložljivega gospodinjskega dohodka za izobraževanje enega otroka ponavadi v družini. In na nek način je stališče, ki ga zagovarja kitajska oblast, je v bistvu tudi stališče, da je potrebno to področje regulirati, ker je nekako prestopilo meje razumnega in v bistvu postalo zelo pomemben katalizator večanja družbenih razlik. Torej, tisti, ki so bili finančno močnejši, so lahko z dodatnimi inštrukcijami in dodatnim izobraževanjem omogočili svojim otrokom vpis na najboljše univerze, bodisi na Kitajskem ali nekje v tujini. In v bistvu kitajska oblast je na nek način začela tudi regulirati to področje, ker je enostavno postalo zelo veliko jedro družbenih razlik in pa neenakosti, ki se na Kitajskem večajo z naglim razvojem kitajskega gospodarstva in kitajske družbe. Tako da gre v bistvu na eni strani za politično-dialoško tematiko, na drugi strani pa ima tudi določeno logiko. To področje je bilo izredno neregulirano. Torej, recimo v lanskem letu je na borzi kotiralo 13 zasebnih izobraževalnih institucij na Kitajskem. Predstavniki teh institucij so bili že marca povabljeni na Ministrstvo za izobraževanje, kjer v bistvu so jim bila predstavljena določena izhodišča, tako da na nek način strela ni čisto povsem udarila iz jasnega. Torej, prve zametke je bilo mogoče zaznati že tam 2018 v govorih predsednika Xija. Dejansko pa se je celotna zadeva začela odvijati tam nekje marca, ko so bili predstavniki tovrstnih zasebnih izobraževalnih institucij povabljeni na sestanek na Ministrstvo za izobraževanje. Osebno vidim, področje izobraževanja na Kitajskem je vedno zelo občutljivo področje za trenutno kitajsko oblast in v to se ne bi spuščal kot ekonomist. Po drugi strani pa mislim, da je zadeva postala tako velika in na nek način tako pretirana z vidika stroškov in določenih stvari, ki so se dogajale na tem področju, da je bila potrebna določena stopnja regulacije. No, tudi mali vlagatelji, tudi sama konkretno sem občutila ta ukrep zelo precej, in sicer so delnice teh podjetij, teh platform za inštruiranje in izobraževanje upadle za skoraj 80%, nekatere celo več. Zanimivo je to, da v bistvu je oblast zahtevala, da se te družbe preoblikujejo v neprofitne,
Hkrati je prepovedala uvrstitev na borze in zbiranje kapitala. Tujcem pa je tudi prepovedala investiranje v podjetje iz te panoge in prav tako prepovedala zaposlovanje učiteljev izven Kitajske. Zahodni investitorji oblasti bi lahko rekli, da očitajo, da uveljavljajo kontrole nad tem, kaj se študenti učijo, se pravi kontrola, nadzor nad znanjem. Tudi konec koncev ti si gostujoči profesor na Zhejiang School of Management. A si mogoče dobil že kakšno pismo, da nisi več vabljen kot gostujoči profesor? Ne, zdaj tako, spet je potrebno zadeve postaviti v nek kontekst. Recimo to, kar se dogaja danes na Kitajskem, se je v manjšem obsegu zgodilo, mislim, da tam nekje 20 ali pa mogoče še več let nazaj, recimo v Južni Koreji. Torej, spet ne gre za nekaj, kar se je zgodilo samo na Kitajskem. Potrebno se je zavedati, da v vzhodni Aziji, torej v državah, kjer velja ta Konfucijeva mentaliteta, to neprestano stremljenje k odličnosti, kjer izobraževanje ima tako zelo pomembno vlogo, je v bistvu prihaja do tovrstnih tenzij, kjer dejansko v izredno konkurenčnih okoljih starši posegajo po vseh možnih vzvodih, da bi omogočili konkurenčno prednost svojim otrokom. Torej, nekaj podobnega, sicer ne na tej ravni, in 20-30 let nazaj so bili povsem drugi časi. Južna Koreja je tudi veliko manjša od Kitajske, mogoče ni bila tako zanimiva za tuje investitorje. Nekaj podobnega v veliko manjšem obsegu se je zgodilo recimo tudi na Južni Koreji. To, da je izobraževalni sektor izredno pomemben za Kitajsko, to je nekaj, kar ni novega. Še posebej po dogodkih, ki so se zgodili konec 80-ih let, po tako imenovanem incidentu na trgu Tiananmen, je kitajska oblast postala izredno občutljiva za kitajski izobraževalni sistem, zato ker dejansko jedro tistega dogodka se je nekako začelo v univerzitetnem sektorju, torej študenti so bili tisti, ki so šli na ulice izražati svoje stališča. Tako da od konca 80-ih let je kitajska oblast vedno bdela nad izobraževalnim sektorjem na Kitajskem. In v bistvu danes na univerzah na nek način obstaja paralelni sistem, kjer imaš akademike, ki se ukvarjajo s poučevanjem in raziskovanjem, in imaš akademike, ki skrbijo na nek način za doktrino in za ideologijo. Recimo vsak študent na Kitajskem, ki študira, ne glede ali študira biologijo, kemijo, management, računovodstvo, trženje ali karkoli, bo vsekakor v času svojega študija imel tudi predmete, kjer se bo spoznal z osnovami marksizma in podobno. Torej ta paralelni sistem je v bistvu splošno znan in na ta način torej ne sme presenečati, da je v bistvu kitajska oblast se odločila bolj grobo poseči v ta sektor. Predvsem zato, ker, kot sem rekel, ker je prišlo tu do neke kritične mase z vidika mešanja zasebnega kapitala, velikih tehnoloških gigantov, kot so Alibaba, Tencent in podobno, in pa na drugi strani izobraževanja. Izredno zanimivo bo opazovati, kaj se bo dogajalo naslednje leto, ko se bo zaključil ta drugi 5-letni mandat predsednika Xija. Osebno bi si upal ugibati, da bo prenova izobraževanja in pa izobraževalni sektor zelo velika in pomembna tema in eno izmed prioritetnih področji, ki jim bo kitajska oblast v recimo prihodnjem 5-letnem načrtu namenjala veliko večjo pozornost, kot so jim namenjali do sedaj. Kar se tiče pa prvih javnih objav, je pa potrebno tudi zavedati, da ta trenutek 1/3 vseh prvih javnih objav na borzah je na takšen ali drugačen način povezana s Kitajsko.
In v bistvu kitajska oblast je na nek način postala malce bolj občutljiva do v bistvu kitajskih podjetij, ki želijo vstopati na tuje borzne trge, ki iščejo financiranje v tujini. Navsezadnje, že kar nekaj let je bila Kitajska vpletena v zunanjo trgovinsko vojno z Združenimi državami Amerike. V zadnjem času, predvsem v luči korona krize, se je javno mnenje, mednarodno javno mnenje močno obrnilo zoper Kitajske. In na nek način je Kitajska odreagirala, torej vsaka reakcija ima tudi svojo kontrareakcijo v fiziki, in na ta način, kar se je zgodilo, je bilo mogoče šokantno. Mogoče timing ni bil ravno najboljši, vsekakor pa ni bilo tako nepričakovano in ni udarilo čisto iz vedrega neba, kot bi rekli temu. Je pa zanimiva, recimo, sploh pri gamingu, ker tam na Kitajskem so zelo močna podjetja pri razvoju gaminga, online igric. Menda, da je tudi zelo veliko odvisnosti od tega med mladimi. Zanimiva je izbira tukaj besednih zvez, oziroma rekli so, da gre za opij za naš ko govorimo o gamingu. Tukaj mogoče lahko omenimo v tem kontekstu tudi opijske vojne iz leta 1800 in še nekaj. Mogoče lahko več o tem poveš, ker tukaj to je zelo občutljiva tema za Kitajce. Ja, v bistvu ta uporaba besedne zveze opij za ljudstvo vsekakor ni naključna. Torej, že sama si omenila opijske vojne, prva opijska vojna se je začela 1839. Če gledamo recimo kitajsko vlogo v svetovnem gospodarstvu, je Kitajska pred prvimi opijskimi vojnami, tam 1839 in prej, predstavljala približno 1/3 svetovnega gospodarstva. Potem so se zgodile opijske vojne, ki so v bistvu v svoji osnovi se zgodile zaradi zunanje trgovinskih neravnovesij. Če posplošimo, opijske vojne so se zgodile zaradi tega, ker so predvsem evropske trgovske velesile, Velika Britanija, Francija in nekatere druge, poslovale s Kitajsko, iz Kitajske izvažale čaj, začimbe, porcelan, svilo, in seveda za to blago morale plačevati v srebrnikih, torej z denarjem, preprosto zaradi tega, ker kitajska stran na drugi strani ni bila pretirano zainteresirana za evropsko blago. In zahodne države so se na neki točki soočile s težavo, da so imele prevelik odtok denarja, torej ta želja po orientalskem blagu, po porcelanu, svili, začimbah je bila v Evropi tako velika, da so komaj zadoščali temu povpraševanju, in v bistvu zaradi tega zunanje trgovinskega neravnovesja so se potem Britanci spomnili in začeli dejansko izvažati opij na Kitajsko. In to je postal ne samo velik družbeni problem, torej odvisnost predvsem v teh priobalnih delih Kitajske, ampak je na neki točki postal to tudi politični problem. In potem so se zgodile opijske vojne, in to stoletje ponižanja, kot ga imenuje Kitajska, je v bistvu v kitajskem kolektivnem spominu, v kolektivni zavesti še danes izredno živo. Dejstvo je, kot si omenila, da Kitajci so danes najverjetneje vodilni, kar se tiče na področju gaminga in igric. In tudi v bistvu sam lahko opazujem, tudi zasebno. Te igrice so res, izredno sofisticirane, v bistvu temeljijo že na skoraj navidezni resničnosti. In lahko si človek predstavlja, kako te igrice lahko postanejo na nek način tudi orodje za širjenje takšnih ali drugačnih informacij oziroma dezinformacij. Potrebno se je zavedati tudi to, da življenje na Kitajskem, če živiš v nekem večjem mestu, to ni tako kot v Ljubljani, ko pač se usedeš na avtobus in v 15 minutah si lahko na Šmarni gori. Torej za povprečnega
tinejdžerja na Kitajskem ali pa tudi za starejše ljudi, so videoigrice na nek način sprostitev, pobeg iz vsakodnevnih pritiskov. In tu je moč opaziti, da v bistvu so zadeve postale izredno problematične, predvsem med mladimi. Tu je bila v bistvu še pandemija, ko so bili vsi doma. In na nek način lahko človek razume, zakaj je potrebna tudi na tem področju določena vrsta regulacije. Zdaj, kar se tiče pa v bistvu konotacij, opij za ljudstvo, je pa tu v bistvu med vrsticami na nek način krivda uperjena zoper Zahod, oziroma torej igrice, gaming ni nekaj, kar so se spomnili Kitajci, ampak je nekaj, kar je prišlo iz tujine. In očitno je kitajska oblast zopet prepoznala na eni strani možnost vplivanja na kitajsko javno mnenje, na drugi strani pa tudi neproduktivno zasebno vedenje ljudi, ki iz osebnih izkušenj poznam ljudi, poznam prijatelje, ki dnevno porabijo 2, 3, 4 ure za igranje igric. Zdaj, če živiš v Šanghaju in porabiš 2 do 4 ure vsak dan v prometu, 2 ure se voziš v službo, pa 2 ure se voziš iz službe, so ti te igrice lahko v bistvu nek način sprostitve in pa preživljanja časa, ko tičiš v prometu in se ne premakneš nikamor. Tako da gre v bistvu spet za večplasten fenomen. A te igrice igrajo, ko komjutajo recimo na vlaku, ali kako? Ja. Ker to je... Ja, aha, ok. Ker potrebno se je zavedati, da pametni telefoni so se rodili ravno v azijskem svetu, ravno zaradi tega, ker recimo, ko sem sam živel v Šanghaju, sem dnevno porabil tam nekje 4 do 5 ur za commuting. In pri 10 ali 12 urnem delavniku, ko na to dodaš še recimo 4 ure commutinga, potem ne ostane veliko časa za spanje ali prosti čas. In če razmišljaš kot tržnik ali pa če razmišljaš kot zunanja velesila, ki želi subverzivno, recimo, če se postavim zdaj v vlogo hudičevega odvetnika, imaš v bistvu velik del populacije, ki preživi na dan par ur za igranje video igric, in ti imaš v bistvu njihovo pozornost. In mislim, da je pač kitajska oblast prepoznala to šibko točko. In seveda potencial za to, da lahko malo zmanipulira, predvidevam. Deva se mogoče dotakniti, to je zanimivo, ko govoriš o teh pritiskih na otroke, pa koliko je to pomembna investicija za starše in da investirajo $130,000 za izobraževanje do 15. leta, to je kar taka zanimiva. V Šanghaju, ja. Ja, zanimiv podatek. Ampak vseeno, na Kitajska je pa leta 1979 uvedla politiko enega otroka in 36 let so nekako vztrajali pri tej politiki, vse do 2015, ko so ukinili s to politiko. Zdaj pa kar naenkrat so jo razrahljali. Ja. Aha, kaj pa to pomeni konkretno razrahljali? Torej 2014-2015 so v bistvu postopno, recimo v primeru ločitve, potem so imeli lahko ljudje še enega otroka ali pa potem v naslednji stopnji, če sta bila oba dva izmed staršev edinca, so potem imeli, tako da v bistvu so stopensko začeli to rahljati. Ta trenutek v bistvu kitajska zakonodaja omogoča parom imeti do 3 otroke, ampak recimo zgovoren je podatek, da v nedavni raziskavi, ki jo je naredila Kitajska akademija družboslovnih znanosti, se je le približno 5,2% anketiranih izreklo, da bi bili pripravljeni razmišljati o tem, da bi imeli 3 otroke. Torej več kot 90% anketiranih, šlo je za reprezentativen vzorec, se je izreklo, da pač ne razmišljajo več kot v enem samem otroku, preprosto zaradi tega, ker so stroški z vzgojo otrok
in pa šolanjem otrok tako zelo veliki. Ja, tudi Ne, pri ta nas v trenutek Sloveniji recimo smo. je kitajska stopnja naravnega prirasta 1,8 otroka na žensko, kar je krepko pod tisto mejo naravnega obnavljanja prebivalstva, torej 2,1. Torej Kitajska se stara, povprečna starost na Kitajskem ni tako zelo različna, recimo z povprečno starostjo v večini evropskih držav, mislim, da je tam okoli 40 let ta trenutek na Kitajskem. In v bistvu Kitajska se na nek način sooča s podobnimi demografskimi izzivi, kot se srečuje Evropa. Ja, mogoče kot za informacijo, tudi mi smo pred leti ugotavljali, koliko stane vzgoja oziroma vzgoja otrok do 24. leta oziroma do konca fakultete in smo izračunali, da okrog 170 000 evrov v Sloveniji en otrok. Mogoče bi se lahko dotaknila tudi social credit scorov, se pravi družbeno-kreditne točke, ki jih dobijo Kitajci že ob rojstvu. To je tudi taka zanimiva stvar, marsikdo sploh ne ve, da to obstaja, in sicer nekako ocenjujejo državljane in označujejo stopnjo zaupanja do države, do družbe, posameznikov in tako dalje. In več točk imaš več ugodnosti in obratno, manj točk imaš, manj ugodnosti imaš. Denimo, če imaš premalo točk, ti lahko celo odvzamejo pravico uporabo javnega transporta. To se mi je zdelo dosti taka brutalna kazen. Kako je s temi točkami? Zdaj, da bi vedel točne podrobnosti o tem sistemu, torej o tem sistemu se govori že kar nekaj časa. In v bistvu gre sicer za sistem, ki je v določeni obliki mogoče poznan tudi drugje. Recimo tudi na Novi Zelandiji ali pa v Združenih državah Amerike, ko greš na banko, bo v bistvu banka izračunala tvoj credit score. Zdaj, v primeru Kitajske so pač ta koncept vzeli in ga seveda nadgradili na raven celotne države, zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov. Recimo osebno, čist taka anekdota, ko sem pred parimi leti bil v Šanghaju, to je bilo ravno v času Expoja v Šanghaju, mislim, da je bilo to 2010, me je šokiralo, zato ker v bistvu promet v Šanghaju bil vedno kaotičen. In kot pešec, recimo, ko si šel čez prehod za pešce, ni bilo važno, ali si imel zeleno luč ali rdečo luč, si v bistvu mogel biti izredno pazljiv, ker avtomobili enostavno se niso ustavili in po domače bi te zgazili, če ne bi bil pazljiv. Potem se je pa zgodil Shanghai Expo in kar naenkrat pridem jaz v Šanghaj in vidim v bistvu zelena luč, avtomobili stojijo. In to je šlo v bistvu za ogromen preskok, ki se je zgodil recimo v roku enega leta. In ko sem se pogovarjal s svojimi kitajskimi prijatelji, so enostavno povedali, da je pač vlada, kitajska oblast oziroma šanghajska lokalna oblast začela uvajati sistem, kjer želijo disciplinirati voznike, zato da se pač ustavijo na prehodu za pešce, pač preko vseh teh kamer, ki prepoznavajo obraz in ga povežejo z registrsko tablico. In to je bil recimo nek primer določene logike, kako kitajska vlada na nek način razmišlja o uvajanju sistemov, ki bi na takšen ali drugačen način korigirali vedenje družbe oziroma vedenje skupnosti. In zdaj vsekakor obstajajo na eni strani koristi, kar se tiče recimo kriminala, torej to, kar recimo opažamo v Združenih državah Amerike, ta masovna streljanja, ki so v porastu zlasti v zadnjem času, to je nekaj, kar v bistvu na Kitajskem si težko predstavljam, da bi se zgodi takšen ali drugačen konflikt sem pa tja, ampak ne v tej meri. Je pa seveda tudi druga stran tega sistema, je pa v bistvu, da na nek način mislim, da bistvo tega sistema je, da želi preko nekih vedenjskih vplivov oblast na nek način uravnavati vedenje ljudi, da se
v bistvu sami cenzurirajo na nek način. Ne? Da, recimo, če vzamem čisto banalen primer, da tudi če veš, da ni radarja, boš vozil po predpisih, zato ker veš, da obstaja nek sistem in da če boš vozil prehitro, bo to vplivalo na to, ali boš sploh lahko kupil avtomobil, ali boš sploh imel dovoljenje za vožnjo in tako naprej. Ne? Zdaj, ne, potem je tu še cel ideološko-politično ozadje. Zdaj, ta sistem po meni znanih informacijah niso še uvedli na ravni celotne države, so ga pa pilotirali že v posameznih mestih in ja, ne, potrebno se zavedati, da največje število kamer za prepoznavanje obrazov na svetu je danes na Kitajskem. Pred nekaj leti je britanski novinar BBC-ja izvedel zelo zanimiv eksperiment. Zgubil se je v neznanem mestu na Kitajskem in želel ugotoviti, kako hitro bi ga lahko policija oziroma kitajske oblasti našle. In mislim, da so ga našli v 7 ali 12 minutah. Wow, to je pa hitro. Tako da v bistvu gre za vzpostavljanje nekega ekosistema, ki želi na nek način uravnavati vedenje ljudi. Potrebno se je zavedati, ne, govorimo o 1,4 milijarde velikem prebivalstvu in izredno konkurenčnem okolju, kjer so viri, ne, z vidika prostora, naravni viri izredno omejeni. Kitajska ima manj kot 6% zemeljske površine, kjer more prehraniti 18% svetovnega prebivalstva. Ne? In to nam v bistvu postavi v kontekst neko okolje, ki je izredno omejeno, kjer vsakdo žal ne more razmišljati o zadovoljevanju svojih potreb in želja in okusov, ker enostavno je populacija prevelika, omejitve okolja pa so na drugi strani takšne, kot so. Ja, po drugi strani pa na Kitajskem ekonomija obsega neverjetna, ne? Kot si že omenil, ima 1,4 milijona prebivalcev, to je skoraj petina svetovne populacije. Milijarde, se opravičujem, ja. Svetovne populacije, tako da zelo z dobro idejo lahko zelo hitro postaneš tudi bogat. Ne? Zdaj sem pogledala malo, koliko je novih bogatašov oziroma milijarderjev na Kitajskem. 200 novih so dobili Kitajci, skupaj jih imajo 626, to je 100 manj kot ZDA. Kitajski milijarderji pa so vredni 2500 milijard dolarjev. Takšne so ocene revije Forbes. Največ je pa zabeležil prirast ravno v koronskem letu in sicer za kar 1300 milijard dolarjev. Kakšen je pa odnos Kitajcev do bogatstva in pa sploh politike do bogatih posameznikov na Kitajskem, primer Jack Ma? To je kompleksno vprašanje. Takole bom rekel, ne? Kitajska kot država je v bistvu kot ena velika družina. Ne? To izhaja že iz tega dejstva, da v bistvu izraz za državo, guojia, jia, torej druga pismenka, pomeni družino. Ne? In zdaj, če v bistvu jaz to projiciram oziroma spustim na raven posamezne družine, torej družina, gospodinjstvo na Kitajskem se vodi kot podjetje. In bistvo podjetja, funkcija podjetja ni povečevanje dobička, ampak je maksimiziranje lastništva oziroma vrednosti lastniškega kapitala. In podobno velja tudi na Kitajskem. Torej, bogastvo, denar so na Kitajskem izredno pomembni. In ne od tega, da, kot smo rekli, otroci so v bistvu investicija. Torej, otroci so tisti, ki bodo popeljali družino, klan na neko višjo raven. Omenila si recimo politiko enega otroka. Ravno zaradi politike enega otroka se je na Kitajskem vzpostavilo tudi zelo zanimivo neravnovesje med spoloma. Torej, na 100 žensk, deklic, rojenih deklic, je na Kitajskem 118 oziroma 119 dečkov.
ne, in gre v bistvu kar za veliko diskrepanco, ne, tam nekje 20% razliko neuravnoteženost med spoloma. Zakaj? Dokler je bila v veljavi politika enega otroka, se je pogosto zgodilo, da ko so ugotovili spol otroka, če je bil spol otroka deklica, je bila v bistvu ta nosečnost prekinjena, ne. Torej, moški potomci so bili nekako tisti, ki so obdelovali zemljo, ne, in tako naprej. Tudi v bistvu deklice, ko so se enkrat poročile, v bistvu, ne, so dejansko, kakor se to grozno sliši, prišle iz ene družine v drugo družino, ne, so prišle, postale del družine svojega moža, ne. In ravno to neravnovesje med spoloma je potem v bistvu sprožilo to, ne, kar danes poznamo, da če si fant na Kitajskem in iščeš družico, torej iščeš potencialno ženo, je izredno pomembno, kakšno službo imaš, ali imaš stanovanje, in brez stanovanja dejansko nimaš možnosti za poroko, ne. Enostavno zaradi tega, ker je ogromno samskih moških, omejeno število žensk, in dejansko gre tu za klasično pravilo ponudbe in povpraševanja, ne. Da odgovorim tvoje vprašanje, ja, bogastvo in denar sta izredno pomembna. Obstaja cel kup nekih pregovorov in pa čestitk ob novem letu in za rojstni dan in tako naprej, ki so vse povezane na bogastvo. Navsezadnje tudi številka 8, ne, ki je srečna številka, je srečna zato, ker se izgovarja oziroma sliši podobno kot bogastvo, recimo, ne. Torej tudi prevajanje sreče v določenih kontekstih, recimo v kitajskem jeziku, se povezuje z bogastvom. Tako da to je izredno pomembno, ampak ne samo sebi namen, ampak spet v nekem izredno konkurenčnem okolju, zgodovinsko gledano, kjer niso bili vzpostavljeni neki sistemi, ne, pokojninski sistem, zdravstveni sistem in podobno, ne, je bilo bogastvo tisto, ki ti je dajalo neko sigurnost, ne, v tem nestabilnem okolju. To mi je fascinantno, ko si rekel, da se v bistvu družina vodi kot podjetje. Se pravi, se nekako vzgaja oziroma nekako spodbuja podjetniški duh že pri ljudeh, od majhnega, ne, znotraj družine, in nekako iz tega potem lahko rečemo, da ni presenetljivo, da nastajajo tam samorogi, ne? Ja, v bistvu ta preskok, ne, glorificiranje podjetništva, to je nekaj, kar se je zgodilo na Kitajskem že relativno zgodaj, še pod taktirko Deng Xiaopinga, ne. Torej Deng Xiaoping oziroma oče kitajske gospodarske revolucije, če lahko temu tako rečemo, ne, torej tega paketa reform kitajskega gospodarstva, ki so se zgodile konec 70. in pa v 80. letih. Že Deng Xiaoping je recimo v svojih govorih izpostavljal, da socializem ni sinonim za siromaštvo in da biti bogat ne gre v navzkrižje z socialističnimi ideali, ne. In v bistvu v teh svojih govorih je recimo izpostavljal, kako, ko se bo Kitajska razvijala, bodo nekateri obogateli hitreje in bodo nekateri hitreje okusili sadove kitajskega razvoja. Tako da v bistvu to je v bistvu mantra, ki je na Kitajskem že več kot 40 let, ki velja. Zdaj, pomemben tak mejnik je bil potem tam nekje okoli leta 2000-2001, ko je Kitajska vstopila v Svetovno trgovinsko organizacijo, in takrat je pod taktirko takratnega vodje Kitajske komunistične partije, Jiang Zeminga, prišlo do preobrata, torej do tam nekje leta 2000 so bili v bistvu zasebni podjetniki skorajda prepovedani kot člani Kitajske komunistične partije. In v zgodnjih 2000-ih je v bistvu prišlo do tega preobrata pod Jiang Zemingom, kjer se je v bistvu partija nekako začela slediti mantri, da komunistična partija Kitajske naj bi odražala strukturo ljudstva
in da z naraščanjem zasebnih podjetnikov in pa poslovnežev je pomembno, torej, da obstajajo ti ljudje tudi znotraj kitajske komunistične partije. In v bistvu od zgodnjih 2000 dejansko je že moč opaziti povečanje članstva kitajske komunistične partije strani zasebnih podjetnikov. No, potem se je pa tam nekje 2008-2010 je pa prišlo v bistvu do ene take večjega vala, ko so bila številna podjetja, predvsem vidna podjetja tipa Jack Ma, Alibaba in podobno, na nek način posebno povabljena, da postanejo člani komunistične partije. In to je bilo v bistvu povabilo, ki se mu nihče ni mogel odreči. In na nek način je šlo tu za nek preventivni ukrep, kako v bistvu absorbirati zasebni sektor oziroma imeti zasebni sektor na očeh. Zelo zanimivo je, da tudi ravno, ko govorimo o Jacku Maju, Jack Ma je recimo lansko leto, tam oktobra, novembra, nastopil relativno kritično do kitajske oblasti, torej to je bilo ravno tik pred napovedano prvo javno objavo podjetja Ant Finance, torej finančne roke skupine Alibaba. In takrat je nastopil izredno kritično, sicer njegov govor se je usmerjal v pomen inovacij, prevzemanja tveganj, podjetniškega duha, torej ni bil per se političen, ampak je bil tako drzen, da je dejansko kar nekaj obrvi dvignil. In že takrat, v tistem govoru, je sledil govor partijskega predstavnika Wang Qiushina, ki je dejansko zelo jasno izpostavil partijsko mantro, da Kitajska nikoli ne bo dovolila zasebnemu kapitalu, da bo vodil državo. In takrat se je v bistvu že zelo jasno pokazalo, kdo bo v tem boju med zasebnim gospodarstvom in pa kitajsko oblastjo zmagal. Ja, takrat smo se vsi sprašvali, kam je izginil Jack Ma, ker za par mesecev je kar izginil, potem pa se je nenadoma znašel na nekem učiteljskem dogodku. Tako da zakaj pa je izginil sploh? Partija ga je želela na nek način utišati, so mu dali ukor pred izključitvijo, kaj je bilo to? O tem si ne bi upal soditi, res je, bilo je kar nekaj ugibanj, kar nekaj špekulacij. Potrebno se zavedati, da Jack Ma je že v bistvu predlanskim letom na nek način napovedoval svoj odhod. Torej to, da se Jack Ma umika iz načela Alibabe in da se bo vrnil nazaj med svoje učiteljske korenine, to je nekaj, kar je bilo na tapeti že kar nekaj let, in si upam trditi, da delno tudi zaradi tega človek je bil sigurno dovolj pameten. Ko postaneš tako velik in tako vpliven na Kitajskem, postaneš tudi izredno izpostavljen. In mislim, da se je odločil takrat pametno in da podobno kot Bill Gates, da se bo posvetil filantropskim projektom in spustil filantropske vode. Kaj se je pa takrat zgodilo, pa sam Bog si ve, si ne bi upal ugibati o tem. Ja, kot si lepo povedal, postal je velik, velik je tudi Elon Musk, ki zdaj gradi na Kitajskem tovarne za svojo Teslo, to je konkurent kitajskemu električnemu proizvajalcu avtomobilov NIO, ki je tudi eden iz večjih proizvajalcev. Kako bo to funkcioniralo? Elon Musk na Kitajskem ni ravno najbolj, kako bi temu rekla, pokorna oseba, kot Kitajci veljajo za precej nekako pokoren narod. A se motim? Kitajci imajo izraz, ki ga težko prevedemo v slovenski jezik, kuej, biti poslušen.
Ne, zdaj ne bi rekel pokoren, ampak Kitajci znajo biti pragmatični in v sistemu, v družbi, kjer posameznik je res nepomemben v primerjavi s celotno skupino, ne, dejansko na nek način razumejo, da obstaja določena hierarhija prioritet in da v tej hierarhiji bo pač vedno prevladala dobrobit skupine, ne, in v prvi vrsti je to država kot družina in potem vse do svoje lastne družine. Torej tudi kitajski otroci poslušajo svoje starše in recimo Kitajci se nikoli ne bodo poročili z partnerjem brez odobravanja staršev. Ne? Torej na Kitajskem se nikoli ne boš poročil z nekom iz ljubezni in tudi zaradi tega recimo zelo pogosto so starši tisti, ki ti najdejo partnerja, s katerim se boš poročil, zato ker so zadaj tudi neke druge ekonomske računice, ne, in gre v bistvu kot za združitev, če smo rekli, da je gospodinjstvo kot podjetje, gre potem pri poroki za združitev dveh velikih podjetij, ne, kot Daimler in Chrysler recimo, ne. Tako da je čisto neka druga logika zadaj. Omenjal si že Ant Financial, to je azijski fintech velikan, ne. Imeli so težave oziroma so kitajske oblasti onemogočile javno ponudbo delnic na hongkonški in šanghajski borzi. Podobno se je pa zapletlo tudi pri transportni platformi Didi. Sicer oni so šli potem IPO delati na ameriško borzo. Ja. Izdali so ADR, to so American Depository Receipt. Ampak kmalu po kotaciji se je pa zapletlo, ne? So v bistvu kitajske oblasti ukazale, da morajo vse mobilne trgovine umakniti, v bistvu vse aplikacije, ki jih ima v lasti Didi. Tako da škoda je res ogromna, tožbe že padajo, Didi celo razmišlja, da bi se umaknil z borze. Kaj si lahko mislimo o tej zgodbi, ne? Mogoče bo to malce neposrečena analogija, ampak ne, to je tako kot pri razmerjih, ne. V bistvu, tako kot, ne, če uspeš speljati partnerja nekomu, ne, je najverjetneje, da se bo podobno zgodilo tudi tebi, ne. Zdaj, zgodba z Didijem je v bistvu zgodba, ki ima ogromno zgodovino. Potrebno se je zavedati, ne, da tu je bil na neki točki Uber, ki je v bistvu vstopil na kitajski trg, ki je postal veliko relativno uspešno podjetje in potem je takrat kitajska oblast spremenila pogoje, pravila igre in dejansko na nek način izsilila oziroma potisnila Uber iz kitajskega trga, ne. Šlo je pač za določena pravila glede gostovanja strežnikov, kje so lahko strežniki, katere vrste zemljevidov se lahko uporablja in tako naprej. In to je bilo takrat narejeno predvsem zato, da se je izrinilo tujega konkurenta in omogočilo domačega ponudnika in to je bil v tisti fazi Didi. In Didi je potem v bistvu na nek način prevzel operacije Uberja na Kitajskem, ne, odkupil na nek način, pač Uber jih je prodal in izstopil, ne, in glej ga zlomka, čez nekaj let se nekaj podobnega, ne. Potrebno se je zavedati, da na Kitajskem oblast vedno bo igrala zelo veliko vlogo v kitajskem gospodarstvu in marsikatero od teh podjetij, ki jih mogoče zmotno celo imenujemo samorogi, ne, so postala velika podjetja zato, ker v neki točki se je oblast odločila in jih začela favorizirati, ne, in potem na neki točki so pa ta podjetja postala enostavno prevelika. In mislim, da ne, v zadnjih govorih in komentarjih, ne, da kako partija nikoli ne bo dovolila, da zasebniki in zasebni kapital diktirajo in vodijo državo. In to, kar se dogaja, ne, v zadnjem času, vidimo predvsem par tovrstnih ukrepov. En ukrep je kar naenkrat nova regulacija z vidika
koncentracije na trgu, ne, protimonopolna zakonodaja, recimo Tencent in pa Alibaba. Če se ne motim, je Alibaba nedavno dobila kazen v višini 2,8 milijarde ameriških dolarjev zaradi zlorabe domnevno monopolnega položaja na kitajskem trgu. Torej, vidimo cel kup neke protimonopolne regulative, ne, in zadaj je logika, da določena podjetja enostavno postajajo prevelika in jim je potrebno pristreči malo krila. Na drugi strani cel kup nove zakonodaje, ki je vezano na varstvo osebnih podatkov, ne. Torej, to, kar se je zgodilo v povezavi z Didijem, mislim, da je kitajska oblast prepovedala registracijo novih uporabnikov Didija. Torej, je šlo, po mojem mnenju, bolj za nek simbolni ukrep, ki je poslal signal Didiju, da naj razmislijo in da v bistvu naj se postavijo nazaj na pravo stran. Tako da v bistvu vidimo cel kup neke, ne, in zdaj težko na Zahodu, ne, smo na nek način kritični, ne, zato ker kitajski odgovor bo, pa saj vsako razvito gospodarstvo, ne, ima protimonopolno zakonodajo, varstvo osebnih podatkov, ne, tudi recimo v EU, GDPR in podobno, ne. Ampak ne, prispodoba, ki se pri tem uporablja, je, da kitajsko gospodarstvo še vedno upravlja železna roka, ki pa je oblečena v lepo žametno rokavico. Ampak za to žametno rokavico se pa še vedno skriva železna roka. Ja, res je. Dajva se mogoče dotakniti, ko smo imeli tukaj v Sloveniji kitajske turiste, vem, da je bil velik problem, kako bodo Kitajci plačevali pri nas, ker pač niso več vajeni gotovine, ne. Na Kitajskem precej plačujejo digitalno prek Alipaya, WeChat Pay in Union Pay, to so 3 največji ponudniki. Zdaj se precej govori o digitalnem juanu in pa tudi oblast ima določeno mnenje, nasprotujoče mnenje kriptovalutam, ne. Kakšen je odnos do tega? Ja. V Sloveniji mislim, da je tudi Union Pay, Alipay in WeChat Pay že kar krepko uveljavljen, tako da mislim, da trgovci v Sloveniji so zelo hitro skočili na ta vlak. Res je, na Kitajskem, kar se tiče finteka, kar se tiče teh oblik plačevanja, so krepko pred marsikaterim zahodnim gospodarstvom. Tu je potem povezava še z prepoznavanjem obrazov, tako da na Kitajskem imaš danes trgovine, kjer prideš v trgovino, vzameš blago s police in odkorakaš ven, kamere bodo prepoznale tvoj obraz in dejansko ti zaračunale strošek na tvojo kreditno kartico. Kar se tiče kriptovalut, je kitajska oblast izredno kritična, ne samo kitajska oblast, tudi marsikatera zahodna oblast, ne. Vemo, da ta mehurček kriptovalut se v zadnjem času se je že razblinil oziroma se še bo. Enostavno ta življenjski slog na Kitajskem je tako hiter, trg je tako konkurenčen in v bistvu te tehnološke inovacije na nek način spet imajo več funkcij. Na eni strani poenostaviti ozka grla in uporabniške izkušnje, po drugi strani omogočati večje zbiranje podatkov in beleženje vedenja porabnikov, ne. Vse to se potem bo potem input v to, kar si že omenila, v ta družbeni kreditni sistem, ne. Tako da gre v bistvu za več koščkov sestavljenke, ki počasi prihajajo skupaj. Zdaj, če sem prav seznanjena, je kitajska oblast že nekako prepovedala ali pa omejila delovanje peer-to-peer platformam. Pri nas se precej govori še vedno o teh platformah, tudi o demokratizaciji financ. Zdaj nekako se mi zdi, da Kitajska gre v nasprotno smer vsemu temu, kar v bistvu zdaj počnemo v Evropi oziroma v preostalem svetu. Ja, v bistvu
Zdaj, kar se tiče peer-to-peer finance, ne, oziroma tovrstnih platform, potrebno se je zavedati, da Kitajci znajo biti izredno iznajdljivi, poiskati marsikateri ovinek tu in tam, in delni razlog za omejevanje tovrstnih platform je vsekakor tudi v bistvu regulacija, preprečevanje zlorab, okoriščanja ljudi, ne. Torej, v preteklosti so bile, ne vem, različne piramidalne sheme na Kitajskem, kjer so ljudje izgubili ogromno denarja, ne. Potrebno se je zavedati, da recimo za nekoga, ki je ta srednji sloj na Kitajskem, te osebe nimajo toliko naložbenih možnosti, kot jih imamo recimo drugje na zahodu ali tudi drugje. Ogromno se je vlagalo v nepremičnine, ne, kjer je Kitajska v bistvu začela potem to regulirati. V preteklosti se je kar nekaj vlagalo v naložbene trge, ne, ki so bili za tako imenovane pidžame investitorje na Kitajskem, ne, torej za male investitorje bolj kot neka igrica, kot pa v bistvu neka resna dolgoročna naložba. In v bistvu, ne, zdaj Kitajci na nek način tudi iščejo dodatne kanale za investiranje finančnih sredstev, za oplemenitenje svojega gospodinjskega bogastva, ne, torej, da bo njihovo podjetje bolj uspešno delovalo še naprej. In tu je kar nekaj nepridipravov, ki znajo se vedno spomniti kaj novega, in ne, v preteklosti je bilo kar nekaj škandalov, kjer so bili ljudje res izkoriščeni, izgubili ogromno denarja, ne. Po drugi strani, ne, če Kitajska ne bi regulirala svojega finančnega trga in naložbenih trgov, bi res ogromne količine denarja iztekle iz Kitajske, ne. Recimo, povprečni Kitajec ima letno kvoto, koliko tujega denarja, ne, denarja v tuji valuti lahko izvozi, če temu lahko tako rečemo, izven države. To je tam nekje okoli 50,000 ameriških dolarjev, pa še okoli tega obstajajo določene omejitve, da lahko to narediš samo v nekaj tranšah, in tako naprej. Torej, kitajska oblast na nek način želi zajeziti ogromen odtok denarja iz Kitajske v tujino, in to je nekaj, kar dejansko monetarna politika v vsaki državi želi, ne, da ne pride do finančnega zloma. Tako da spet gre tu, ne, na eni strani, ja, ne, oblast želi imeti nadzor, želi imeti kontrolo, na drugi strani je prihajalo v preteklosti do ogromnih zlorab, tako da gre spet v bistvu za večplasten problem, ne. Vsaka stvar na Kitajskem ima lahko zgodovinsko ozadje, lahko ima politični, ideološki vidik, zelo pogosto ima pa tudi zelo praktičen družbeno-kulturni vidik. Tako da nič ni črno-belo na Kitajskem. Zdaj, ko praviš o pidžama investitorjih, da je bilo zanje investiranje kot igranje igric, nekako se to zdaj dogaja tudi pri nas, v bistvu na zahodu, no, bom tako rekla, z prihodom Robin Hooda, ker v bistvu res je postalo investiranje gamificirano in vsakič, ko ti nekaj prodaš ali pa kupiš, letijo konfeti po zraku, ne. Tako da v bistvu to so na Kitajskem že imeli, ne, mi pa v bistvu šele zdaj spoznavamo ta način investiranja. Ali se lahko tudi potem na zahodu stvari malo obrnejo, ko se ugotovi, da pač takšen način investiranja ni najbolj varen za denarnico posameznika? Ja, zdaj, kar se tiče nasvetov za investitorje, jaz moram reči, da sem tako po Warren Buffettovsko izredno konzervativen. Tako da jaz vedno pravim, investiraj toliko, kolikor si lahko privoščiš, da izgubiš. Razlika med mogoče pidžame investitorji na Kitajskem pa pidžame investitorji kje drugje po svetu je, da kitajski pidžame investitorji nikoli niso dali stanovanja ali pa hiše pod hipoteko in potem ta denar naložili nespametno na borzne trge, ne. Drugje po svetu se je tudi to dogajalo, ne. Tako da mislim, da ne, se tudi ta stopnja sofisticiranosti kitajskih pidžame investitorjev, ne, se je močno spremenila v zadnjih nekaj letih, ne.
Torej, potrebno se je zavedati, da Kitajska je dobila prvo borzo leta 1990. Ne? Na nek način Slovenija in Kitajska, kar se tiče te borzne zgodovine, sta enako stari. In da v bistvu marsikateri kitajski investitor dolgo časa ni bil poučen v borznih trgih. Bilo je relativno malo podjetij, ki je kotiralo na borzi, in v bistvu ta boom se šele v zadnjih letih, v zadnjem desetletju se dejansko kaže. Tudi oni bodo postali bolj podučeni, torej upam, da je pa v tem trenutku, ne, torej trije borzni trgi na Kitajskem, ne, torej hongkonški, šanghajski in pa šenženski. Borzni trgi na Kitajskem niso odraz gospodarstva in gospodarskih razmer, kot so recimo druge po svetu. Ne. To je v bistvu ravno zaradi tega, ker kot vidimo, ne, spet železna roka v žametni rokavici, torej niti na kitajskem gospodarstvu še vedno vleče oblast. In v zadnjem času je to samo postalo nekoliko bolj očitno, ampak potrebno se je zavedati, ne, da Kitajska deluje po neki svoji logiki in da oblast na Kitajskem ima in bo imela zelo pomembno vlogo. Ja, kaj potem svetuješ recimo malim vlagateljem? Zdaj, indeksi, ki spremljajo pač vse te kitajska podjetja, so precej upadli, recimo MSCI China, ker je vključenih 736 kitajskih podjetij, je upadel za skoraj 30%. Recimo zanimiv je tudi Nasdaqov Golden Dragon China, ki spremlja 98 največjih kitajskih podjetij, ki kotirajo na ameriški borzi, se je prepolovil. Marsikateri mali vlagatelj zdaj razmišlja, da je to idealna priložnost, da pojača aktivnosti oziroma naložbe v tem delu sveta. Kaj bi ti rekel, a se bojo zadeve umirile? Če gledamo zgodovinsko, ne vem, 10 let nazaj, ko je na oblast prišla trenutna nomenklatura, ne, in je Kitajska začela svojo zelo glasno protikorupcijsko politiko, ne, takrat so se zgodili veliki pretresi in vsi so napovedovali, kako bo to konec zlatega obdobja na Kitajskem. Ne? In bile so turbulence, Kitajska se je pobrala po tistih turbulencah. Jaz mislim, da je na dolgi rok, ne, Kitajska ima ogromen trg. Kitajski srednji sloj bo samo še rastel in na dolgi rok vsekakor na Kitajskem obstaja res ogromen potencial. Že če samo razmišljamo, Kitajska je od leta 1981, ko sem bil jaz rojen, iz podeželja v mesta spravila več kot 600 milijonov ljudi. Ne? In zdaj od teh 600 milijonov ljudi, ne, vse večji delež populacije postaja srednji sloj. Te ljudje kupujejo avtomobile, te ljudje želijo poslati svoje otroke v šolo, v univerze, te ljudje želijo iti na potovanja. In Kitajska bo imela ta notranji trg, notranje povpraševanje tako velik, da bo to vedno pomemben motor, isto je kot z Združenimi državami Amerike. Ne? Tudi potem 2015-2016 so se dogajale takšne ali drugačne turbulence na borznem trgu, ne? Črni, rdeči petki, ne vem kaj še vse. Potem se je zgodila zunanja trgovinska vojna. Ja, indeksi so upadli za, ne vem, 30%, ampak ne, iz katere ravni? Kitajska je lansko leto, ne, če postavimo stvari v kontekst, bilo eno izmed redkih gospodarstv, ki je bila v zelenih številkah. Rast, ki jo je Kitajska, pa tudi na borznih trgih dosegala v zadnjem letu, je bila res velika. Ne, in zdaj 30% spust iz neke višine, ki je bila prenapihnjena. Februarskega rekorda, ja. Februarskega rekorda je mogoče bolj prizemljitev na realna tla, kot pa ne, poguba in konec sveta. Kitajci imajo en lep pregovor, in sicer zmagovalec v življenju je tisti, ki najdlje zadrži svoje scanje. Ne? Torej, tisti, ki so
potrpežljivi in ki razmišljajo na dolgi rok, so tisti, ki bodo uspeli na Kitajskem. Moj nasvet investitorju bi bil sledeč. Veliki donosi in visoke stopnje tveganja so dve strani istega kovanca. Torej, ne moremo imeti visokih donosov brez kakršnega koli tveganja. Potrebno je narediti svojo domačo nalogo in dejansko spremljati, kaj se dogaja na Kitajskem. Se mogoče družiti z ljudmi, ki spremljajo kitajske medije, ne? Potrebno je spremljati, kaj govorijo kitajski voditelji. Za tiste dobro poučene, ne, so že 2018 razumeli, da bo zasebno izobraževanje na Kitajskem na tapeti. Tudi v bistvu, ko so bila ta podjetja povabljena marca na Ministrstvo za izobraževanje, ne, indici so zunaj in če znamo brati med vrsticami, če jih znamo prepoznati. Moj nasvet investitorjev bi bil, namesto da razmišljate, kako zbežati iz kitajske ladje, je zdaj trenutek za razmišljati, ali bi bilo v tem trenutku smiselno kupiti delnice česa. Ne? Torej, zlato pravilo Warrena Buffetta, ne? Ko vsi bežijo, ti razmišljajo o tem, kaj se splača kupiti. Podjetja tipa Tencent in Alibaba. To so podjetja, ki so za kitajsko gospodarstvo, za kitajski mednarodni ugled tako pomembna, da ta podjetja bodo vsekakor obstala in na dolgi rok dobro poslovala. Ne? To, da se je Jack Ma odločil, da se bo umaknil iz Alibabe in začel ukvarjati s filantropijo in ne, to, kar je nazadnje rekel, da želi se osredotočiti predvsem na podeželje in pomagati ljudem na podeželju, ne, nam kaže na to, da kitajski poslovneži in gospodarstveniki so pragmatični. Torej, moj nasvet bi bil, splača se še investirati, ampak bolj premišljeno. Potrebno se pa zavedati, da so tveganja zelo velika, ker gredo ta tveganja z visokimi donosi. In torej delnice, ki so vezane na recimo tehnološke panoge, mislim, da so to delnice, kjer na dolgi rok nihče ne bo izgubil denarja. Ne? Ampak zlato kitajsko pravilo, zmagovalec v življenju je tisti, ki najdlje zadrži svoje stanje. Ja, zelo zanimivo pravilo. Zdaj moram te vprašati, glede na to, da si to izpostavil, a bi si drznil v bistvu še izpostaviti še kakšno podjetje poleg Alibabe in Tencenta, ki recimo je zanimivo za spremljati? Ne bi toliko izpostavljal podjetij, ampak bi bolj izpostavljal panoge. Torej, omenili smo, ne, in se mi zdi, da ta mehurček, ne, ki je nastal okoli izobraževanja, ne, je v bistvu, to je bila panoga, ne, kako lahko zasebno izobraževanje, zasebne inštrukcije postane 100 milijardna panoga. Ne. To je možno samo na Kitajskem. Ne. Potrebno je razumeti kitajsko mentaliteto, potrebno je razumeti kitajsko kulturo, kitajsko družbo. To, kar sem že izpostavil, Kitajska se sooča z ogromnimi demografskimi izzivi. Osebno mislim, karkoli vezano na zdravje, področje zdravstva, panoge, ki bodo na nek način ključne z vidika staranja prebivalstva. To mislim, da so vse stvari, ki bodo izredno pomembne v naložbenem smislu. Zdaj, ne, ko si omenila recimo Didija, ne, pred nekaj leti sem imel možnost, so me povabili v bistvu v headquarter, torej v središče Didija v Pekingu, kjer so mi pač predstavili, kaj počnejo. In v bistvu, ko sem videl, ne, kako Didi v bistvu, kaj Didi počne, ne, torej Didi ne prevaža ljudi, Didi zbira podatke in na nek način deluje z mestnimi oblastmi, da optimizira promet. Ne? Torej, recimo, pilotski projekt, ki ga je podjetje Didi izvedlo z mestom Jilin na severovzhodu Kitajske, to
to je mesto, ki ima recimo 6-8 milijonov ljudi, kjer so v bistvu podatke, ki jih Didi zbere prek svojih voznikov in pa prek svoje aplikacije, uporabili za optimiziranje prometnih konic, za sinhroniziranje semaforjev. Začeli so uvajati tako imenovane premične pasove, kjer imaš recimo most, ki se v določenih urah imaš 6 pasov izven mesta, pa 4 pasove v mesto, v določenih urah se to spremeni. Ogromno analitike, ogromno podatkov, s katerimi Didi razpolaga in ki se lahko bodisi rudarijo in uporabljajo v obče javno dobro, na nek način se pa lahko v napačnih rokah tudi zlorabljajo. Da odgovorim na tvoje vprašanje, težko bi in tudi ne bi si upal izpostavljati posameznih podjetij. Potrebno je pa razumeti kitajsko miselnost, kitajsko kulturo in razumeti izzive, s katerimi se Kitajska sooča. Demografske spremembe so vsekakor eno izmed večjih izzivov in tudi v bistvu ta crackdown nad panogo zasebnega izobraževanja je na nek način zato, ker enostavno je to postal poligon za večanje družbenih neenakosti. Eden izmed glavnih razlogov, zakaj se ljudje ne odločajo imeti več kot enega otroka v vseh anketah, ker je enostavno predrago, in oblast se je odločila, da želi malo počistiti in začeli so s tistimi, ki so dejansko navijali cene na področju zasebnega izobraževanja. Samo še eno vprašanje. Zdaj, ko govoriš o čiščenju, Kitajska ni najbolj ekološko osveščena država, če lahko tako temu rečem. Mogoče bi se tukaj vseeno dotaknila še enega proizvajalca, ki je zelo priljubljen tudi med slovenskimi vlagatelji, malimi vlagatelji, to je proizvajalec električnih avtomobilov NIO. Kakšno je tvoje mnenje o tem proizvajalcu in a je to resna konkurenca Tesli? Zdaj vprašanje je, ta trenutek mislim, da še ne. Vprašanje pa je z vidika nekaj let. Zdaj razlog, zakaj Kitajska mislim, da postaja velesila na področju proizvodnje električnih avtomobilov, po eni strani Kitajska je skoraj v celoti odvisna od uvoza nafte. Torej Kitajska želi na nek način tudi mogoče umiliti to svojo odvisnost in izpostavljenost z vidika te pomembne surovine. Na drugi strani se je potrebno zavedati, da kitajske oblasti se zavedajo, da je onesnaženje zraka predvsem v urbanih delih zelo velik problem. Kitajska torej je v urbanih delih ena izmed redkih držav, kjer se je povprečna pričakovana življenjska doba v zadnjem desetletju skrajšala in ne podaljšala, predvsem na račun onesnaženja zraka. Tako da v bistvu tu gre za na nek način ekonomsko suverenost, tu gre za čist v bistvu omejitve okolja. In pa v bistvu, da Kitajska se pač zaveda, da, kot smo že omenili, 6% zemeljske površine, 18% prebivalstva, to je ogromno neravnovesje z vidika naravnih danosti virov in pa številnega prebivalstva. Mislim, da v tem trenutku ne. Tesla ima ogromen brand na Kitajskem. Kitajska vlada je ponudila tudi izredno visoke subvencije za električne avtomobile. Če bi bil pa jaz Elon Musk, se je pa potrebno zavedati, če prideš na napačno stran kitajske oblasti, se zelo hitro lahko spremeni regulativa. Torej tudi Uber je bilo izredno uspešno podjetje na Kitajskem, dokler se niso spremenila pravila igre. Mislim, da bomo prišli tudi do točke, kjer v bistvu ameriški proizvajalci električnih avtomobilov, to že zdaj opazimo, niso toliko več zaželeni. Tudi Apple je bil v bistvu dolga leta kralj na področju pametnih telefonov in vsi nedavni dogodki, zunanja trgovinska vojna,
vso obtoževanje z vidika izvora COVID-a in tako naprej. To tudi ima določene posledice na kitajske potrošnike, ne. Zadaj je tudi zelo velik propagandni stroj, ki lahko na takšen ali drugačen način vpliva na kitajsko javno mnenje, na vedenje porabnikov. In mislim, da bo v prihodnosti prišlo do točke, kjer bo neon lahko postal zelo resna konkurenca Tesli. Zanimivo. No, zdaj, ko si omenil še ta Wuhan oziroma te teorije zarote gredo v bistvu celo tako daleč, da Kitajsko sumijo, da je bilo nekako bolje pripravljeno od celega sveta. To je čista neumnost, oziroma tako bom rekel, teorija zarote je čista neumnost. Na en način Kitajska je bila bolje pripravljena, ampak iz preprostega razloga, zato ker večji del Azije je šel skozi SARS. Nekaj, kar je bilo Evropi, pa tudi Združenim državam Amerike prihranjeno. Seveda so bili bolje pripravljeni, zato ker so šli čez nekaj podobnega v manjšem obsegu pred desetletjem. Pa tudi zato, ker gre to za okolja, kjer ko enkrat oblast reče tole pa tole bomo naredili, se to sprovede, ne. Bili so bolje pripravljeni, zato ker so imeli enostavno s tem izkušnje. Zdaj teorija zarote, kako je pa to ušlo, v to si pa ne bi upal spuščati. To pa osebno mislim, da so to malce iztrte, izvite zgodbe. Bili so bolje pripravljeni, ker so šli čez nekaj podobnega, ampak to ni, tudi Singapur, Tajvan, Južna Koreja, ne? Torej tudi te države so zelo dobro nekako prevetrile oziroma prijadrale to turbulenco, ne? Pa jih nihče ni obtožil, da takšne ali drugačne teorije zarote. Odlično, evo. Mislim, da sva zelo veliko tem obdelala. O Kitajski bi se lahko govorilo ure in ure, je tako zanimiva država, veliko tam dogaja. Ampak bova to prišparala tudi za kdaj drugič. Matevž Raškovič, najlepša hvala za tvoj čas in glede na to, da si na Novi Zelandiji, seveda lahko noč, ne? Tako je, lep pozdrav, uživajte še v preostanku poletja. Mi pa se na Novi Zelandiji veselimo, da bomo tudi mi čez čas vstopili v poletje.